Saj nisem ureden take časti, ampak še bolj malo rad pretirava. Rekel bi takole, da boš spraševal, lahko kar prosto povem par stvari. Lahko prosto povem. A veste, z Lojzetom v bistvu sem vsak dan skupaj, ker jaz imam skos odprtega Veseljaka in hvala Bogu, Veseljak predvaja veliko Slakove glasbe in takrat se spomnim najga in takrat sva skupaj. V mislih, ampak takrat sva skupaj in takrat tudi spomini naredijo svoje. In ob tej priliki bi rekel tole. Velika krivica se dogaja na radijskih postajah, da enkrat ne potegnejo dokončne črte med Slakovo glasbo, ki je taka, kot je in jo nihče ne more in ne sme spreminjati. In med pop izvedbami mešance, jaz pravim, hvala Bogu, da so mladi pritegnili s harmoniko mlade. V redu je to, nič nimam proti, ampak strogo je treba ločiti Slakovo epopejo pa epopejo tistih, ki ustvarjajo zdaj novo glasbo. In tlele zamerim radijom, da tega ne naredim. Slakova glasba je tako kot Avsenikova, samo ena in taka bo in mora ostati. To je moje osebno mnenje. Potem naprej. Čestitam za to knjigo, ker kdor ni nikoli, bom rekel, kaj veliko pisal, ne ve, koliko je to truda potreben. Da takrat, ko so bila skupaj omenjeni, pa je čest nisem sanjal, da bo tak format knjiga, pa da bo tako velika knjiga. Poleg vaše družine, Anica, je to vaše življenjsko delo, to je prav gotovo. Mogoče pa takrat nisem povedal to, kar sem prepričan tudi danes, a veste, jaz sem Lojzeta v bistvu tudi ne poznal, ne kot muzikanta, čeprav smo veliko skupaj nastopali in tako naprej. Potem, ko je Andrej dobil mečken time outa od Lojzeta, pa sem jaz mečken več vodil razne Okseti in Abrahame in tako naprej. Takrat v bistvu sem ga spoznal še veliko bolj, ker sva bila v akciji. Najbolj sva bila pa v akciji, ko smo delali oddaje Bušidov, kaj dela Dolenc. In je treba nekaj povedati, da Lojzeta nikoli z tega sociološkega vidika ne omenijo kot zelo, zdaj bom rekel v prispodobi, zelo uspešnega direktorja, recimo 45 let trajajočega, zdaj bom spet rekel v prispodobi podjetja. A veste, kaj je 45 let skupaj držati eno skupino ljudi, ansambl, čeprav se menjajo? To je strahotno. To je izjemno težko. Andrej tudi verjetno velikokrat ne pove, kaj se lahko vse dogaja v teh zaprtih skupini noter. A veste, ni vedno prijetno bilo, ni vedno, ampak moram pa nekaj reči. Znal je pa stvari rešiti in Lojze, če bi Lojze študiral, bi bil odličen diplomat. Zdaj bom pa povedal, zakaj. Midva sva hodila v Volčje žrelo na televizijo Slovenije, ker so bili bolj papeški od papeža in tam so naju pegali in spredje in zadej in tako naprej. In jaz sem bil velikokrat na tem, sem ovem po znamenju Madonna de Belstov pa par stvari povedal, ta je pa diplomatsko. Kako je on znal to lepo speljati, si ne morete misliti. To jih je dobil, bom rekel, na tisto njegov umirjen dialog in na to, da je pač povedal, kaj je njegovo mnenje in potem na stranska vrata prišel tako daleč, da je na koncu obveljala njegova. Torej, bil je strašen diplomat. Diplomat je bil tudi v samem ansamblu. A veste, tudi v ansamblu pride včasih tank, ne? Se ljudje mečken, bom rekel, ne razumejo tako, kot je, ali pa kdo kakšno neumnost naredi in tako naprej. Ta je znal zgladiti stvari. Sponzori, a veste, včasih pred sponzori nismo nič naredili, ne. Bušidov, kad dela Dolenc, je bil zelo drag projekt, ne. In so mi bila zelo za tem hodila skupaj in tako naprej. Joj, pa tisti njegov cviček, ki ga je prinesel, pa tako naprej. To je bilo, bom rekel, doživetje, ne. In je znal z njimi doseči stvari, jaz sem samo gledal, ne. On, bom rekel, človek, ki nima fakultete, nima tega, je mu pa sociologijo oziroma psihologijo tlele v malem prstu.
tega se premalo dotaknemo, ne? Torej jaz gledam tudi z te strani in tak je tudi bil, najbrž pa Ivanka še veliko več ve o tem, ker verjetno je tudi v družini večkrat bilo tako, da je on, bom rekel, to svojo sociološko plat pokazal, ne Ivanka? Ne? Potem je treba, samo še to reci na bom dolg polde, samo še to bi na koncu rekel, da tisti, ki mislijo, da bo v novi dobi, nove muzike in tako naprej, ki je veliko novega pogruntega, kar se tiče glasbe, ki je ustvaril Lojze Slak s svojim ansamblom, se motijo. Zato, ker mi smo takrat, ko sem bil včasih z njimi v studiu, torej, ko me je povabil na snemanje in tako naprej, in takrat, recimo, ne, a veste, niso bile mize dolge po 5 metrov, tiste mešalne pa tako naprej. To so bile take mize, 1,5 metra, to je bilo 8-kanalnik ali kaj takega, ampak poslušajte izdelke, Slakove izdelke. Kdor bo najdel na eni pesmi eno napako, naj mi pove, teh napak ni. Lojze je bil 100% glasbenik in to je tudi zahteval. To je bila njegova strogost, to je bila njegova zahteva in kdor tega ni upošteval, je pa znal tudi Lojze biti zelo odločen in tako naprej. Tudi enega prijatelja, pokojnega, moram omeniti, ki je spoštoval Lojzeta bolj kot sam sebe. Tu je pokojni Jože Bohorč in če je pri Jožetu Bohorču, ko je igral Slakovo glasbo, kdo začel igrati v drugem duru, kot je bila originalna melodija, je Bohorč kar znoril, se spomnite. Skratka, izjemne spomini, izjemen človek in naj živi Slakova glasba. Hvala, Slavko. Veste, Slavkota podboja je ena sama iskrenost, no, ampak tudi Andreja, namreč, ko se je omenil, da je bil Lojze dober menedžer, ampak tudi šef. Veste, nekaj večerov nazaj je rekel Andrej meni, ko smo šli pravzaprav koncert je šel proti koncu in potem, preden smo se odpravili domov, je rekel, veš, Polde, ti si mi čedalje bolj všeč, ti si boljši kot Lojze Slak. Namreč, ko smo z Lojzetom zaključili koncert, Lojze ni pustil nič več, da bi kaj postavili, pospravili pa, gremo domov. S tabo pa lahko pijemo do jutra. Ja, in verjemite, da je bilo to res. Zato so potem naslednji dnevi kar težki, no. Ampak, ko si pa omenil RTV, pa ker imamo tukaj tudi strokovnjaka za televizijo in za scenarije in za režijo, naj povem tudi to. 1. decembra bomo imeli v Novo mesto koncert, zadnji koncert te turneje, ki ga bo posnela televizija. Scenarij smo jim poslali, s njim se vse strinjajo, edino ena stvar jim pa ne gre skozi sito. In to je to, da imamo na odru vino, namreč jaz sem žejen in ga pijem. In potem so rekli ti gospodje, ne, so rekli, veste, se je vse super, tudi tiste opaske razne, ki so malček politične in hudomušne, so v redu, no, če ne bodo v redu, jih bomo zrezali, ampak vina pa ne moremo zrezati, zato bi vi imeli na odru pravzaprav malinovec. Zato, da pravzaprav ne bo nihče mogel reči, da pijete vino. Potem pa sem rekel, dajmo drugače narediti. Pustimo vino, pa raj napišete pod napis, v kozarcu je malinovec. Tako da smo tudi diplomati na televiziji.